imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Lepo pozdravljeni gospod škof ordinarij, monsignor dr. Peter Štumpf, lepo pozdravljeni generalni vikar Franc Režonja, voditelj pastoralne službe Franc Zorec, lepo pozdravljeni predstavniki Slovenske Karitas, pridružil se nam bo naš rojak, generalni tajnik Imre Jerebic, lepo pozdravljeni predstavniki in delavci škofijskih Karitas, lepo pozdravljeni dekani in drugi duhovniki, redovniki, redovnice, voditelji in sodelavci župnijskih Karitas, lepo pozdravljeni predstavniki evangeličanske humanitarne organizacije Podpornice, lepo pozdravljeni, pridružil se nam bo pozneje, zasedanje zaradi dela, župan mestne občine Murska Sobota Anton Štihec in drugi predstavniki občin, lepo pozdravljena direktorica Centra za socialno delo Murska Sobota magistra Nataša Mevlic in drugi direktorji Centrov za socialno delo in njihovih strokovnih služb, lepo pozdravljeni vsi podporniki Karitas, lepo pozdravljeni prejemniki Karitasove pomoči, lepo pozdravljeni bratje in sestre. Končno je prišel čas, ki smo ga vsi težko pričakovali. Tako mi, voditelji škofijske Karitas, kot tudi prejemniki Karitasove pomoči. Zbrali smo se pri sveti maši, da se najprej zahvalimo gospodu škofu, da nam je dal v najem škofijske prostore in da podpira naša prizadevanja. Potem, da se zahvalimo dobrotnikom, ki so nam z darovi omogočili obnovo. Prav tako se zahvaljujemo tudi vsem izvrševalcem obnove, torej različnim obrtnikom. Hkrati pa bomo pri sveti maši prosili za božji blagoslov pri našem karitativnem delu. Lazarjev dom je po besedah gospoda škofa in po zgledu papeža Frančiška odgovor cerkve na razmere našega časa. Kot je rekel papež Frančišek, cerkev ne sme samo pridigati, ampak mora tudi delati. Lazarjev dom je božje delo, zato je potreben božjega blagoslova in Marijinega varstva. Da bo pa Bog sprejel našo zahvalo in uslišal naše prošnje, darujmo to sveto mašo s čistim srcem. Zato pa na začetku svete maše priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil, žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen.
Gospod naš Bog, raznemi naša srca z duhom svoje ljubezni, da bomo vedno mislili, kakor ti hočeš, in te iskreno ljubili svojih bratih in sestrah. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Božja beseda rasla in se vedno bolj širila. Barnaba in Savel sta se vrnila iz Jeruzalema, ko sta opravila svojo službo. S seboj sta vzela Janeza s priimkom Marko. V antiohijski cerkvi so bili kot preroki in učitelji Barnaba in Simeon, ki se je imenoval Niger, in Lucij iz Cirene, in Manahen, ki je bil vzrejen skupaj s Herodom, četrtnim oblastnikom, in Savel. Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, jim je govoril Sveti Duh: oddelite mi Barnaba in Savla za delo, za katero sem ju poklical. Tedaj so se postili in molili, položili nanju roke ter jo odpustili. Poslana po Svetem Duhu sta torej prišla v Seleukijo, od tam pa odplula na Ciper. Ko sta prišla v Salamino, sta oznanjala Božjo besedo v judovskih shodnicah. To je Božja beseda. Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva. Bog se nas usmili in nas blagoslovi, razjasni svoj obraz nad nami, da na zemlji spoznajo tvojo pot, med vsemi narodi tvoje zveličanje. Slavijo naj te vsa ljudstva, o Bog, veselijo in radujejo naj se narodi, ker vladaš ljudstva po pravici in narode na zemlji vodiš. Slavijo naj te ljudstva, o Bog, slavijo naj te vsa ljudstva. Bog nas blagoslovi, bojijo naj se te vsi kraji zemlje. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus rekel farizejem: živel je bogataš, oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, pa so le psi prihajali in lizali njegove rane. Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in so ga pokopali. In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in oddaleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti strašno trpim v tem plamenu. Abraham mu je rekel: Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro,
Lazar pa prav tako hudo. Zakaj on je tukaj potolažen, ti pa trpiš? Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi oni od tam ne morejo priti k nam. Na to mu je bogataš rekel: prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta. Imam namreč 5 bratov, naj jih posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja. Abraham mu je dejal: imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Bogataš pa mu je odvrnil: ne, oče Abraham, temveč če pride kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili. On pa je dejal: če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, tudi če kdo vstane od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, danes je resnično dan, ki se ga veselimo. Dobri Bog se je tudi tokrat sklonil do ubogih, ki živijo med nami in jim po naših rokah podarja Lazarjev dom. Tudi v soboški škofiji se tako izpolnjuje želja papeža Frančiška, da naj bi škofje del škofijskih stavb namenili ubogim. V teh prostorih je bil nekdaj vrtec Laura Vikunja, sedaj je Lazarjev dom. Najprej otroci, sedaj ubogi. Dokler bo tako, se soboški škof nima kaj bati za svojo škofijo. Otroci in ubogi so njeni zagovorniki pred Bogom in prosilci za njen obstoj in blagoslov. Kdo je Lazar? V evangeliju 2 osebi nosita to ime. Najprej ubogi Lazar Jezusove prilike, ki se je želel nasititi z drobtinami z bogatinove mize, pa mu jih nihče ni dal. Psi so lizali njegove rane, ki jih je dobil zaradi revščine in bolezni. Umrl je Lazar, umrl bogatin. Lazar je bil sprejet v večno življenje, bogatin pa je bil pogubljen v peklu. Nista revščina ali bogatstvo tisti, ki bi odločali o naši večnosti, temveč odnos med bogatimi in revnimi. Priznam, da me je zaradi tega vedno precej strah. Jezus namreč tej priliki o ubogem Lazarju natančno pove, kdo so tisti, ki jim je potrebno verjeti. Takrat so bili to Mojzes in preroki. Sedaj pa Jezus direktno misli na škofe in duhovnike. Misli name, na soboškega škofa. Kaj bo z mojo večnostjo, ko vem, da bodo tisti, ki so lačni, žejni, brez pravice, bolnišnici ali zaporu, moji zagovorniki ali pa moji tožniki pred Bogom v večnosti? Nisem sicer jaz država, ki bi morala skrbeti za blagostanje državljanov. Sem pa škof, ki moram dati neko spodbudo, nek vzgled, neko upanje vsem, ki so obupani. Jezus je oznanil Božje kraljestvo, a je to oznanilo podkrepil z dejanji. Ozdravljal je bolne, nasičeval lačne in obujal mrtve. Bil je sredi ljudi. Ni se skrival pred ljudmi in ni bežal od njihovih stisk. Dostikrat pridigam, dajem spodbude, nasvete, o praznikih izrekam voščila in dobre želje. Čutil pa sem, da vse te besede morajo končno
spremljati tudi neka dejanja. Papež Frančišek naš škofe in duhovnike dobesedno rine k ljudem. Hoče, da dišimo po ljudeh. Samo tako smo lahko voditelji ali pastirji, ki vodimo v Kristusu. Pred vrati stolnice se že pojavljajo ljudje, ki prihajajo tudi iz drugih držav. Prosijo miloščine. Upravičeno ali neupravičeno, ne vem. Pa to ni pomembno. Pozimi sem kakemu dal topel čaj, kak sendvič, vendar to so samo geste za pomirjanje vesti. Zaprosil sem škofijsko Karitas, njenega predsednika, gospoda Jožeta Hozjana in tajnika, gospoda Jožeta Kocipra, ter stolnega župnika, gospoda Gorana Kuharja, da pridemo k dejanjem. Na mestni občini Murska Sobota, predvsem pri gospodu županu magistru Antonu Štihcu in njegovih sodelavcih, na Centru za socialno delo in drugih socialnih ustanovah, pri tajniku Slovenske Karitas, gospodu Imretu Jerebicu in namestnici ravnatelja škofijske Karitas Koper, gospe Jožice Ličen, smo naleteli na široko odprta vrata. Ideja je tako tudi s pomočjo vseh teh konkretno spostala in to praznujemo danes in to tudi blagoslavljamo danes. Beseda ni več samo beseda, ampak beseda je postala kruh in tudi zdravstvena oskrba. Sodelavci škofijske, pa soboške, župnijske in drugih Karitas, prostovoljci, bodo pomagali deliti ta kruh. K temu kruhu še en pomemben dodatek, dr. Dejan Köveš, naš priznani zdravnik, sodelavci, pristopa k zdravljenju tistih, ki si ne morejo privoščiti zdravstvenega zavarovanja. Okrog Lazarjevega doma se je tako spletla veriga plemenitih ljudi, ki se je zelo povečala z mojstri, zidarji, mizarji, pleskarji, mojstri za vodovodno in električno napeljavo, ključavničarji, z delavci javnih del in še s posamezniki, ki so prihajali pomagati. Ta veriga se je spletla v močno mrežo solidarnosti, za katero želim, da se ne bi nikdar pretrgala. Drugi Lazar, ki ga evangelij omenja, pa je Lazar iz Betanije, brat Marte in Marije, Jezusov prijatelj. Njegovo hišo je Jezus rad zahajal, da se je odpočil v domačnosti in gostoljubnosti. Lazarja je Jezus celo budil od mrtvih. V današnjem nekoliko tehničnem jeziku bi lahko rekli, da si je Jezus v Lazarjevi hiši napolnil baterije. Oba Lazarja imata močno sporočilo za nas. Ubogi Lazar je zaradi revščine umrl. Ob sebi ni imel Lazarja iz Betanije, da bi mu pomagal in mu ponudil gostoljubje. Zato naj bo Lazarjev dom tukaj v Soboti res dom, kjer bodo ubogi našli nekoga, ki jih ima rad, ki jih sprejema, ki jim z veseljem nudi gostoljubje in ki jim priznava človeško dostojanstvo. Želim, da bi se tudi v tem soboškem Lazarjevem domu Jezus sam dobro počutil. Dobri Bog naj blagoslovi te prostore in vse, ki bodo v Lazarjevem domu opravljali poslanstvo služenja. Amen. Bratje in sestre, ko slavimo Kristusovo zmago nad grehom in smrtjo, te radostno obhajamo njegovo stajenje, z upanjem prosimo Boga neskončno dobrega Očeta. Gospod, prosimo te za papeža, škofe
in duhovnike, da bi nas sodelavce v Karitas vodili po dobri in pošteni poti. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za voditelje Lazarjevega doma, da bi bili sposobni slišati sočloveka v stiski, ki se bo zatekal v Lazarjev dom. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, da bi lačni, ki se bodo zatekli v Lazarjev dom, v materialni hrani našli tudi duhovno hrano. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za bolne na telesu, da bi v Lazarjevem domu ob zdravju našli tudi zdravilo za svojo ranjeno dušo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, blagoslavljaj naše družine, da te bodo slavile tudi preko Karitas. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za iskreno ponižnost in da bi znali bratsko služiti drug drugemu. Prosimo te, usliši nas. Gospod, ti si hodil po zemlji in delil dobrote. Prosimo te, podeli bolnikom zdravja, zaslepljenim spoznanja, nam pa prave ljubezni do trpečih. Prosimo te, usliši nas. Gospod, ti, ki imaš na zemlji oblast odpuščati grehe, prosimo te za rajne sodelavce v Karitas, katerih imena imaš zapisana v knjigi življenja, a jih še teži jarem greha, milostno jim odpusti grehe in jih sprejmi k sebi. Prosimo te, usliši nas. O Bog, vsako leto nas razveseljuješ s praznikom Kristusovega vstajenja. Naj te praznike prav obhajamo, da bomo vredni tvoje milosti in bomo nekoč obhajali večne praznike pri tebi, po Kristusu našem Gospodu. V košarico Lazarjevega doma so dobri ljudje položili že mnogo darov. Svoje delo, svoj čas, hrano in denar. Ko na oltar prinašamo darove kruha in vina, prinašamo z njim vse dobre ljudi, prinašamo srca in dlani, ki podarjajo, ter srca in dlani, ki sprejemajo. Naj Bog blagoslavlja vse, ki dajejo in prejemajo, naj nas vse poveže v eno skupnost, eno družino Božjih otrok, da bomo vsak na svoj način slavili stvarnika, dobrega in usmiljenega očeta, ki vidi v srce darovalca in v srce prejemnika, ter vsakemu dobrohotno podaja svojo roko.
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvalo in čast tvojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Bog, posveti te darove in tudi nas sprejmi duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen. Po Kristusu našemu Gospodu. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesneje pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pred tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, posebej vseh rajnih sodelavcev Karitas in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. V molitvi Oče naša nas vse skupaj povabim, da bi ta molitev imela dve dimenziji. Najprej, da bi bila to zahvala našemu dobremu Očetu, zato, da danes lahko odpiramo vrata Lazarjevemu domu, in sicer vsem tistim, ki ste toliko energije za to uporabili, kot gospod Škof, ožji sodelavci Škofijske Karitas, gospod župan, Center za socialno delo in mnogi dobri ljudje, da se jim zahvalimo danes iskreno. Druga dimenzija je prošnja. Prošnja, da bi bili vredni tisti, ki bodo delali v tem domu to delo zares v smislu Karitas delati. Da bi bili ljubeči obraz cerkve, da bi bili glas ubogih, da bi bili v službi njihovega človeškega dostojanstva, in sicer preko dobrote, preko sočutja, preko služenja in pa seveda tudi preko usmiljenja. In zato vas zares povabim, da skupaj molimo k našemu nebeškemu Očetu molitev zahvale in prošnje. Oče naš, ki si v nebesih, osvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reš nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Kristusov mir napolnjuje naše srca pri vsaki Evharistiji, pa naj ne ostane samo tukaj v tej zgradbi, ampak naj gre z nami. Naj Kristusov mir gre z nami tudi v Lazarjev dom, da bomo tistim, ki živijo v strahu, v obupu ali pa v stiski, prinašali ta Kristusov vstajenski mir. In da smo to pripravljeni, si podajmo roki. Glejte Jezusa, jagnje Božje, on odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Nebeški Oče, nasitil si nas z enim Božjim kruhom, napolni nas z milostjo Svetega Duha, da bomo v pravi ljubezni postali eno mišljenju in dejanju po Kristusu našem Gospodu. Spoštovani gospod Škof, hvala vam, da ste nas s to prečudovito sveto daritvijo popeljali v današnje praznovanje blagoslovitve Lazarjevega doma. Prosimo vas, podarite nam Božji blagoslov, nam sodelavcem, ki bomo v tem Lazarjevem domu delali, našim podpornikom, ki nas podpirajo pri tem našem delu in našim ljudem v stiski, ki se nam zaupajo. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi vas Gospod vsakršnim blagoslovom iz nebes, da boste vedno sveti in čisti pred njegovim obličjem. Najrazlije v obilju na vas bogatstvo svoje slave, vas pouči z besedami resnice in z evangelijem zveličanja, ter obogati z nenehno bratovsko ljubeznijo po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in nad vami vedno ostane. Pojdite v miru. Bogu hvala. Tvoja
Gospod. Moje odločitve v te položim, vem, da tvoja močna roka vidno bo z menoj. Tudi kadar grem s poti, ne obupaj še, tvoja sem podoba, moj Gospod. Tvoja sem podoba, moj Gospod. Pozdravljeni izbrani gostje, ljudje odprtih rok in src. Melodija pove veliko, še več da. Naj bo še v tej slovesnosti tako, ko se bomo skozi besedo sprehodili po poti čutenja pomoči drugim in goreči želji delati dobro, od danes tudi v Lazarjevem domu. O namenu delovanja Lazarjevega doma nam bo več povedal predsednik Škofijske Karitas Murska Sobota, gospod Jože Hozjan. Izvolite. Torej, lepim mojim pozdravom, ki sem jih izrekel v cerkvi, sedaj lepo pozdravljam še predstavnike medijev. Lepo, da ste prišli in da tudi oznanite javno, da smo odprli Lazarjev dom. Torej, zbrali smo se pred Lazarjevim domom v Murski Soboti. Mimogrede v Murski Soboti in okolici je znan priimek Lazar. Tako da že to ime znano. Iz Svetega pisma je znan Lazarjev dom v Betaniji. Potem smo dali ime temu Lazarjevemu domu duhovniki Mursko-Soboške dekanije. In tam so živeli Jezusovi prijatelji Lazar, Marija in Marta. Jezus je pri njih vršil duhovna in telesna dela usmiljenja. Tudi mi želimo, da bi se v našem Lazarjevem domu zbirali Jezusovi prijatelji in da bi se v njem vršila duhovna in telesna dela usmiljenja. Programi, ki jih bomo v tem domu uresničevali, pa so: najprej program javne kuhinje. Včeraj smo se že z večino srečali. Potem drugi program je zagotavljanje osebnih higienskih potreb. Tretji program je program zdravstvene oskrbe za osebe brez obveznega in zdravstvenega zavarovanja. Četrti program je program prve pravne pomoči. Potem bo tukaj svetovalnica za odvisnike in njihove starše oziroma sorodnike. In končno bo še tukaj, če bo potrebno, tudi krizna namestitev ob izgubi strehe nad glavo ob raznih nesrečah za 1 ali 2 dni. Takšni so pač predpisi, dokler ne najdemo novih. Torej, bomo tudi mi delali duhovna in telesna dela usmiljenja po Jezusovem zgledu. obstaja kraj, kjer me
poznam. Vem nekoga zdaj poznam, ki je z mano, ko sem sam. Ko ugaša dan, spet bom hodil po poti in bom spet poslušal smeh vseh prijateljev. Vem, obstaja kraj, kjer me poznajo vsi. To je tam, kjer si ti. Žalost skrbi, zaupam ti, pozaboli, obmani si, solze z oči mi brišajo tvoje dlani. Na vseh poteh slišim tvoj smeh, slišim priznam, rad te imam. Prijatelj moj, hvaležen sem, da te poznam. Prijatelj moj, hvaležen sem, da te poznam. Smo preprosto služabniki. Vsak od nas opravlja delo, ki mu ga je naložil Bog. Jaz sem posejal seme, Apolo je zalival rastlino, Bog pa je omogočil rast, je zapisano v Sveti knjigi. Zato delimo svoje darove, prispevajmo dobro. Z nami je danes generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic. Vabljeni k besedi. Spoštovani, pravzaprav danes smo vsi tukaj zbrani, ki čutimo z Lazarjevim domom. Pa bom uporabil en izraz, ki bo v naslednjem času veliko krožil, ker je iz Evrope. Evropa želi, da bi skupaj razvili skupnostno skrb za ljudi v stiski. Pa mislim, da je današnji dogodek že priča tega, kako se to naredi. Pri skupnostni skrbi za človeka v stiski mora več partnerjev skupaj stopiti. In to se je tukaj zgodilo. Stopili so skupaj lokalna skupnost, občina z gospodom županom na čelu, center za socialno delo, cerkev, mnogi obrtniki, zdravstvo, kot smo slišali. To se pravi, vsi ti pri skupnostni skrbi za človeka v stiski si moramo podati roke. In jaz sem vesel in ponosen, da se je tukaj zgodilo. Zato res iskrene čestitke in korajžno naprej. Roko pomoči je podala tudi evangeličanska humanitarna organizacija. Gospod Jože Rituper, vabljeni k besedi. Spoštovani gospod Škop, spoštovani gospod Imre Jerebic, spoštovani duhovniki. Veseli smo vašemu napredku, kajti skupaj z roko v roke že 17 let z Karitasom upravljamo to humano delo na področju Pomurja in mislim, da to otvoritev tega doma oziroma tega centra bo pripomogla k še boljši oskrbi vseh naših, katerih so pač pomoči potrebni. Žal je vsakšne leto tega več, ampak probali bomo, da bomo jim ustregli in bomo izboljšali njihov vsakdan. Hvala na povabilo.
Iz stisk in dvomov se lahko razvijajo največja pričevanja in najučinkovitejše služenje. V Lazarjevem domu bodo vsem, ki bodo vanj vstopili, pomagali tudi predstavniki Mestne občine Murska Sobota. Verjamemo v to, saj so roko pomoči ponudili že ob nastanku ideje. Župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec, hvala vam zanjo in prosimo za besedo. Spoštovani gospod Škof, cenjeni duhovniki, verniki, predstavniki različnih inštitucij, škofijske Karitas, Karitas na državnem nivoju, vsi ljudje dobre volje. Pred nekaj meseci so se pri meni oglasili gospod Škof s svojimi sodelavci, tudi predstavniki Murskosoboške župnije z idejo, da bi bilo potrebno nekaj narediti, nekaj več, kot že dela Karitas, za vse tiste, ki so pomoči potrebni. Sam osebno seveda sem bil zelo vesel te njihove ideje, njihove zagnanosti. Sledilo je nekaj sestankov z različnimi inštitucijami, z različnimi podjetji, vendar na koncu je padla odločitev in tukaj lahko samo čestitam gospodu Škofu in pa škofiji ter župniji, da so se odločili, da preuredijo te prostore, v katerih so prej bili najmlajši otroci, v Lazarjev dom, se pravi v dom, v prostore, kjer bodo našli tisti, ki so pomoči potrebni, tudi to pomoč. Zato seveda kot predstavnik lokalne skupnosti lahko le zatrdim in pa zagotovim, da bomo kot lokalna skupnost še naprej podpirali takšne ideje, imeli posluh za to, zato smo tudi v sklopu rebalansa proračuna namenili nekaj sredstev. Ampak tukaj ne gre zgolj za sredstva, gre za pristop, gre za način, tudi sam svoje otroke vedno učim, ni vse v denarju, več je v počutju, več je v dobrih delih, več, ko se razdajaš, več dobivaš. In predstavniki Karitasa to še kako dobro vedo. Vsem, ki bodo delali in bodo človekoljubi do vseh tistih, ki so pomoči potrebni v teh prostorih, vsem želim čim več uspeha, seveda tistim koristnikom, ki pa prihajali sem, pa prav tako želim dobro počutje. Hvala lepa. V naših srcih je veliko načrtov. S svojim delom v življenju lahko veliko prispevamo za skupnost in s predanostjo izpolnimo največjo zapoved in uresničimo poslanstvo. V Centru za socialno delo Murska Sobota uresničujejo zadano, tako tudi v Lazarjevem domu. Direktorica Nataša Momlic, vabim vas k mikrofonu. Spoštovani gospod Škof in vsi danes zbrani. Sodelavci Centra za socialno delo Murska Sobota čestitamo škofijski Karitas Murska Sobota za današnjo otvoritev. Smo zelo veseli, saj se k nam oglašajo uporabniki, ki imajo materialne in tudi druge stiske in vse te stiske jim lahko bodo danes tukaj pomagali, ker imajo kar 6 programov, kot sem slišala. Res pa je tudi, kot je rekel gospod Jerebic, je pomembna skupnostna skrb, da vse vladne in nevladne organizacije skupaj pomagamo ljudem, ki res to pomoč potrebujejo. Hvala pa v imenu tudi vseh uporabnikov naših, ki bodo prišli in koristili vaše usluge. Hvala lepa. Ko si na tleh in v duši je praznina in ko srce v stiskah krči se. Takrat se spomni, da sem s tabo v misli, da čutim to, kar čutiš tu.
bude ljub. Če sončen dan zagrnejo oblaki in sreča se v žalost spremeni, zaupaj mi, da vidno žarek sije za vse ljudi, ki iščejo poti. Poglej nebo, tam sonce zate sveti, poslušaj glas, ki nežno šepeta. Nisi sam, tam vedno še nekdo je, ki grenke solze s tabo bude ljub. Verjemi, da srce bo spet veselo in vidi, da v očeh nekoč bo smeh. Tvoje sanje še nekje živijo, ljubezen zate še nekje cveti. Ljubezen še zati nekje cveti. S pesmijo sta nas razveseljevala Monika in Miran. Ko delamo za skupno dobro, ko preženemo bojazen, če bomo uspeli, ko si zaupamo, si lahko podamo dlan, se nasmehnemo in sejemo zadovoljstvo ter veselje. Vse to in še več je bilo zaznati vseskozi ob delu, obnovi in pripravi Lazarjevega doma. Več pa generalni tajnik Škofijske Karitas Murska Sobota Jože Kociper. Spoštovani podporniki Lazarjevega doma, to naše današnje slavnostno srečanje je plod lepega, dobrega, spoštljivega sodelovanja Mestne občine Murska Sobota, Centra za socialno delo Murska Sobota in Škofijske Karitas Murska Sobota. Leta 2007, v letu ustanovitve Škofijske Karitas, smo na naših prvih medsebojnih srečanjih ugotavljali, da smo vsi skupaj soodgovorni za iste ljudi, a vsak za svojim poslanstvom. To naše 7-letno medsebojno spoštljivo sodelovanje je danes dobilo otipljiv dokaz tega zaupanja v dobro najranljivejših ljudi v naši sredini. Vsako leto na novo ugotavljamo, da se zaradi slabšanja gospodarskega stanja povečuje število ljudi, ki si ne morejo privoščiti vsaj enega toplega obroka na dan, obiska zdravnika ali prve pravne pomoči. Zaradi teh ugotovitev je gospod škof, ordinarij Peter Štumpf, vodstvo Škofijske Karitas Murska Sobota, sredi leta 2013 zadal nalogo, da poiščemo rešitev, ki bi bila v pomoč tem ljudem v stiski. Maja lani se je gospod škof sestal z županom Mestne občine Murska Sobota z namenom poiskati primerne prostore za Lazarjev dom. Žal nam tudi obiski v Ljubljani, ki ima že mnoga leta v lasti na 10.000 kvadratnih metrov praznih poslovnih prostorov, niso bili naklonjeni, da bi nam vsaj te prazne prostore odstopili za določen čas. Na Škofijski Karitas Murska Sobota smo sodelavci iskali primerne rešitve, pripravljali ustrezne ideje
in se v začetku leta sestali z gospodom škofom, ki je prisluhnil našim idejam ter nas razveselil z veselo novico, da odstopa bivše prostore vrtca Laura za potrebe Lazarjevega doma. Kmalu zatem smo si ogledali tudi ob sodelovanju župana in strokovnih delavcev Mestne občine Murska Sobota te prostore in naša skupna ugotovitev je bila, da bi to bili idealni ali dobri prostori za te naše namene. Po usklajeni in dokončno sprejeti odločitvi za ureditev Lazarjevega doma v škofijskih prostorih smo pričeli s pripravami za prenovo prostorov pod budnim očesom svetovalcev gospoda škofa, ki so na 3 sejah obravnavali potek našega dela. Projektivni biro Inženiring iz Murske Sobote je izdelal idejno zasnovo in na to projektno dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. 27. februarja je bilo vse nared, da smo lahko pričeli z gradbenim deli. V tem času, od takrat pa do danes, smo prenovili vodovodne inštalacije, uredili električno napeljavo, na novo vzpostavili 2 vhoda v stavbo, tudi tega, ki ga danes tukaj vidimo. Ob tem pa na novo uredili stopnišče v stavbo in postavili nadstreška nad vhodom v stavbo, na novo uredili sanitarije, vgradili nove kuhinjske elemente, uredili in opremili jedilnico, opremili zdravstveno ambulanto, ne še vsega. Za vse te upravljeno delo se zahvaljujem vsem izvajalcem na projektu Lazarjevega doma, ki so se izkazali svojo dobrosrčnostjo in velikokrat s prostovoljnim delom. Žal jih je veliko, ampak jih vsaj moramo omeniti, kajti darovali so oni nekateri tudi več 100 ur prostovoljnega dela. Škofija Murska Sobota, Slovenska Karitas, Župnija Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota, Center za socialno delo Murska Sobota, Franc Vereš Bakovci, Jožef Sever Cankova, Stanislav Slana, Gradbeništvo Smej, Elektro Borut Taljan, Elektroinženjering Tramar, Strojno ključavničarstvo Horvat, Parketarstvo Jožef Smej, Balweb d.o.o., Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota, Klement Franc SP, Projektivni biro Inženiring, Bonita naložbe, Notarka Marija Ternar, Prokoni d.o.o., Pomurske mlekarne, Mlinopek, Janez Krapan, Novič Klaudi, Vrtec Laura, Zavod svetega Cirila in Metoda, Požarno varstvo Jeromen, Lorena Hus, Urad za varstvo hrane Murska Sobota, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Civilna zaščita Murska Sobota, projekt Vključen si, mediji za medijsko podporo, Radio Ognjišče, Družina RTV, Radio Murski val, Radio Romik, Ideja TV, Sobota Info, Pomurje si, Večer, pa še verjetno kateri, ki niso našteti, sodelavci iz domačije, prostovoljci župnijskih Karitas Murska Sobota, Beltinci, Odranci, Martjanci in tako naprej. Zato smo v dobrih 2 mesecih v prenovo Lazarjevega doma vključili preko 50 prostovoljcev, ki so opravili preko 1200 prostovoljnih ur. Na tem mestu se posebej zahvaljujemo mestni občini za stalno, moralno, strokovno in nenazadnje tudi gmotno podporo, kajti brez dobrega sodelovanja si težko predstavljamo, da bi bili uspeli priti najbolj ogroženim naproti. Zahvaljujemo se tudi sodelavcem Centra za socialno delo, ki so nas usmerjali svojim strokovnim delom in so prevzeli tudi odgovornost pri iskanju najbolj ogroženih, ki si pomoč pod stopnim obrokom tudi zaslužijo. Prav tako pa velja na tem mestu posebna zahvala gospodu Imretu Jerebicu, generalnemu tajniku Slovenske Karitas, ki je se osebno zavzel za projekt Lazarjevega doma pri zagotavljanju materialne podpore. Zahvaljujemo se predsedniku Škofijske Karitas Murska Sobota, gospodu Hozjanu, ki je za potrebe ljudske kuhinje nakupil 13 novih miz. Ob koncu naj gre zahvala še vam, vsem dobrim ljudem, ki ste kakorkoli pomagali in prispevali svoj delež k vzpostavitvi Lazarjevega doma in smo jih pozabili na tem mestu posebej omeniti. Hvala. Življenje posvečeno materialnim dobrinam v resnici ni življenje, je kakor škrbina.
Življenje, oblikovano po božji volji, pa je kakor cvetoče drevo in v Lazarjevem domu bo čutiti domačnost, odprtost. Murskosoboški škof, monsignor dr. Peter Štum, bo blagoslovil Lazarjev dom. Trak ob odprtju bodo prerezali še župan mestne občine Murska Sobota, direktorica Centra za socialno delo ter generalni tajnik Slovenske Karitas. Življenje samo piše najlepše zgodbe. Naj jih v Lazarjevem domu spiše veliko. Po blagoslovu lepo vabljeni k ogledu urejenih prostorov in nato še razstave umetniki za Karitas v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. Lep dan želimo in vse dobro. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Dragi prijatelji, bratje in sestre, Sveto pismo nam poroča o Jezusovem ljubečem odnosu do ubogih, bolnih in pomoči potrebnih. Tudi svojim učencem je naročil, naj ga v tem posnemajo. Cerkev je to Jezusovo naročilo vedno izpolnjevala, saj nam zgodovina in današnji čas pričata o raznih cerkvenih ustanovah, kjer so našli zatočišče in potrebno pomoč ubogi, bolni, zapuščeni in onemogli. Nekateri redovi in laiška združenja so si za svoje glavno delo postavila prav skrb za te ljudi. Danes je mnogo kje skrb za uboge, bolne in ostarele prevzela država, vendar nas to ne odvezuje od naše dolžnosti biti v pomoč vsem, ki nas potrebujejo. Lazarjev dom, ki ga danes blagoslavljamo, je znamenje, da Jezusovega naročila nismo pozabili in da smo po svojih močeh pripravljeni služiti svojim trpečim bratom in sestram. Pa sedaj prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in vse tolažbe. On nas tolaži v vsaki stiski, tako da moramo tudi mi tolažiti tiste, ki so v kakršnikoli stiski, in sicer spodbudo, s kakršno nas same Bog spodbuja. Kakor namreč Kristusovo trpljenje za nas presega vse meje, tako po Kristusu prekipeva tudi naša tolažba. Če smo v stiskah, smo v tolažbo in odrešenje. Če nas kaj spodbuja, nas spodbuja v vašo tolažbo, ki pomaga, da potrpežljivo prenašate isto trpljenje, ki ga prenašamo tudi mi. Naše zaupanje v vas je trdno, ker vemo, da ste z nami deležni tudi tolažbe, kakor ste z nami deležni trpljenja. To je Božja beseda. Jezus je tolažil žalostne, nasečeval lačne, ozdravljal bolne, obujal mrtve in sam stal od mrtvih. Zaupno ga prosimo, Gospod usliši nas. Gospod usliši nas. Gospod Jezus Kristus, usmilil si se ubogih in bolne si ozdravljal. Daj, da bodo vsi ubogi in bolni v tej ustanovi prejeli zdravje, upanje in tolažbo. Gospod, smilili so se ti ljudje, ki so bili potisnjeni na rob družbe. Daj, da se bodo oni in naši ostareli bratje in sestre ne bodo čutili nepotrebne in osamljene. Gospod, usliši nas. Gospod, vedno si imel čas za sočloveka. Daj, da bo naše karitativno in zdravstveno osebje opravljalo svoj poklic z ljubeznijo in požrtvovalnostjo. Gospod, usliši nas. Gospod, vsem, ki jih teži breme trpljenja, bolezni in starosti, obljubljaš tolažbo in mir. Daj, da bodo med nami ljudje,
ki bodo tolažili žalostne in pomagali trpečem in ubogim. Ko si umiral na križu, si čutil težo osamljenosti in zapuščenosti. Pomagaj umirajočim, da bodo z vero in zaupanjem zapuščali ta svet in se večno veselili s teboj v nebesih. Gospod, usliši nas. Bogu Očetu se zahvalimo za vse dobre ljudi, ki v svojem srcu izžarevajo njegov milostni obraz in za ta Lazarjev dom. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Gospod naš Bog, tvoj sin je moči Svetega Duha, ozdravlja naše slabosti in bolezni. Svoje učence je poslal oznanjati evangelij in jim naročil, naj obiskujejo uboge in bolne. Daj nam te prosimo, naj vse uboge ali bolne, ki bodo ali so tukaj, zdravnike, njihove pomočnike, karitativno osebje, ljubeznivo sprejmejo, spremljajo potek njihove bolezni, jim lajšajo uboštvo in posvečajo vso skrb njihovemu ozdravljenju. Ko bodo ti nasičeni ali ozdravljeni na duši in telesu in bodo odšli od tukaj, naj nenehno slavijo tvojo dobroto po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Bodi milostiv Gospod svojemu ljudstvu, kličeš ga k temu, kar je večno, zato mu na tem svetu ne utegni svoje tolažbe po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in nad vami vedno ostane. Malo gor pogledajte, prosim, na to. Super, hvala lepa. Mogoče vas damo za eno fotografijo, pa to vstavijo, ne? Ja, prosim. Danes je dan, ki ga dal je Gospod. Radujmo se, veselimo se ga.
谢大。